Skupaj za zdravje je celovit program integrirane preventive kroničnih bolezni, ki je na voljo vsem odraslim prebivalcem Slovenije. Njegov namen je preprečevanje in obvladovanje najpogostejših kroničnih bolezni ter krepitev, ohranjanje in izboljšanje zdravja. Program Skupaj za zdravje obsega preventivne preglede, delavnice in individualna svetovanja ter pester nabor različnih aktivnosti za krepitev zdravja v lokalnih skupnostih. Preventivne preglede, katerih namen je zgodnje odkrivanje dejavnikov tveganja za razvoj kroničnih bolezni ter oseb z zgodnjimi oblikami kroničnih bolezni, izvajajo diplomirane medicinske sestre v ambulantah družinske medicine. Skupinske delavnice in individualna svetovanja potekajo v centrih za krepitev zdravja in zdravstveno-vzgojnih centrih v vseh zdravstvenih domovih v državi. Namenjene so izboljšanju zdravstvene pismenosti in opolnomočenju oseb v skrbi za lastno zdravje na področjih zdrave prehrane, telesne dejavnosti, zdravega hujšanja, krepitve duševnega zdravja, obvladovanja sladkorne bolezni ter opuščanja kajenja in tveganega pitja alkohola. V vseh centrih delujejo interdisciplinarni timi, ki jih sestavljajo diplomirane medicinske sestre, fizioterapevti, psihologi, dietetiki in kineziologi. Vsi ti strokovnjaki izvajajo tudi raznolike aktivnosti krepitve zdravega življenjskega sloga v lokalnih okoljih. Za razvojno-raziskovalno dejavnost ter upravljanje programa Skupaj za zdravje skrbi Nacionalni inštitut za javno zdravje v sodelovanju s strokovnjaki iz osnovne zdravstvene dejavnosti ter številnimi drugimi zdravstvenimi delavci in sodelavci. Zakaj je leta 2002 Slovenija potrebovala nacionalni program primarne preventive srčno-žilnih bolezni? Zato, ker so bile srčno-žilne bolezni in dejavniki tveganja zanje ključen in zelo velik javnozdravstveni problem. Umrljivost zaradi teh bolezni je od 80 let prejšnjega stoletja močno naraščala in bila glavni vzrok smrti, še posebej pri moških v srednji življenjski dobi. Cindi raziskava o dejavnikih tveganja za srčno-žilne in druge kronične bolezni z začetka 90 let prejšnjega stoletja je pokazala, da se 3/4 Slovencev nezdravo prehranjuje in je nezadostno telesno dejavnih, da več kot 40% moških kadi in pretirano pije alkohol, da ima 70% ljudi zvišan holesterol v krvi in da je več kot polovica odraslih prekomerno prehranjenih ali debelih. Praktično ni bilo prebivalcev Slovenije, ki bi bil brez dejavnikov tveganja. Večina jih je imela po več hkrati. Javnozdravstvena situacija je klicala po učinkovitih ukrepih. V 90 letih prejšnjega stoletja smo, tako kot v preostalem delu razvitega sveta, s presečnimi raziskavami ponavljeno ugotavljali naraščanje razširjenosti kroničnih nenalezljivih bolezni in dejavnikov tveganja zanje. Bolezni srca in žilja so bile vzrok za krepko več kot 40% vseh smrti, sočasno pa je naraščala tudi razširjenost telesne nedejavnosti, debelosti, dislipidemij, neurejenega krvnega tlaka in sladkorne bolezni. Na tej podlagi so projekcije pokazale, da v kurativnem delu zdravstvenega sistema sčasoma zanesljivo ne bomo mogli več obvladovati tega bremena. Kakšno spremembo je leta 2011 vzpostavitev referenčnih ambulant družinske medicine pomenila za preventivno obravnavo odraslih v Sloveniji? Uvedba referenčnih ambulant pomeni ključen prispevek kakovosti tako preventive kot zdravljenja bolnikov v družinski medicini. Pacienti so deležni okrepljene zdravstveno-vzgojne obravnave in aktivnega presejanja na določene kronične bolezni, kot so arterijska hipertenzija, sladkorna bolezen, kronične bolezni pljuč in nekatere druge. Pot pacienta v zdravstvenem sistemu se sedaj lahko začne
pri diplomirani medicinski sestri, ki na osnovi dogovorjenih protokolov oceni pacientova tveganja in potrebo po ukrepih za izboljšanje življenjskega sloga oziroma napotitvijo k zdravniku zaradi ocene potrebe po zdravljenju. Na kaj smo danes, po 2 desetletjih delovanja programa, lahko najbolj ponosni? V ambulantah družinske medicine smo v zadnjih 2 desetletjih razvili odličen program za izboljšanje zdravja prebivalstva. Ta vključuje zgodnje odkrivanje zdravju škodljivih dejavnikov, ugotavljanje ogroženosti za nastanek kroničnih bolezni, kot tudi učinkovito ukrepanje. Učinkovitost programa se kaže v zmanjšanju umrljivosti zaradi nekaterih kroničnih bolezni. Zaradi bolezni srca in žilja umre zaradi učinkovite preventive 700 ljudi manj vsako leto. Ponosni smo lahko, da nam je uspelo vzpostaviti takšen program, ki je dostopen praktično vsem odraslim. V to zgodbo o uspehu je vpletenih ogromno strokovnih, predanih, požrtvovalnih ljudi. In prav na te smo lahko še posebej ponosni. Vemo, da spremembe niso lahke, da je velikokrat vztrajnost na preizkušnji, zato znanje prenašamo z lastnim zgledom, da udeleženci dobijo voljo, veselje in verjamejo, da so spremembe mogoče. Tako je zgled pomemben in resničen inštrument za spodbujanje. Vedno znova spoznavam, da je svetovalno delo sicer zahtevno, a obenem zanimivo, saj zahteva naš nenehen razvoj. Tako sem tekom let izoblikovala tudi svojo življenjsko filozofijo, da je vsak zmožen spremembe na bolje, da nikoli ni prepozno in da je od vsakega posameznika odvisno, koliko je pripravljen vložiti v svoje dobro počutje. Odnos je vedno na prvem mestu, potem so pomembni znanje, cilji, metode, vsebina in oblike dela. V času razvoja programa smo posameznika sprejeli kot del interdisciplinarnega tima. S tem omogočimo, da sam odgovorno in zavedno sodeluje pri spremembi svojega načina življenja. V okviru začetnega pogovora udeleženca dobro spoznamo, zato ga lahko usmerjamo in tako skupaj z njim načrtujemo njegovo pot k novemu načinu življenja in s tem posledično do boljšega zdravja. Najbolj nas veseli, da smo tako posamezniki kot družba sprejeli telesno dejavnost kot nujno in pomembno intervencijo pri ohranjanju in krepitvi zdravja. Ni lepšega, kot po obravnavi slišati od udeleženke, ki v burno življenje med službo in družino ni uspelo vključiti še telesne dejavnosti, da sedaj parkira avto 500 metrov od službe, ter ko čaka hčerko pred glasbeno šolo, v bližnjem parku naredi še vaje za moč. Ponosni smo lahko na sistemski pristop k krepitvi zdravja in preprečevanju srčno-žilnih in drugih kroničnih bolezni. Na preventivni program, ki se izvaja v vsaki ambulanti družinskega zdravnika, kjer ima vsak posameznik možnost brezplačne preventive, tako pregleda dejavnikov tveganja, kot tudi udeležbe v strokovnih programih svetovanja in podpore spremembe življenjskega sloga v centrih za krepitev zdravja oziroma zdravstveno-vzgojnih centrih. Epidemiološki podatki danes kažejo, da se je v tem obdobju umrljivost zaradi bolezni srca in žilja dobesedno prepolovila. Izračunamo lahko, da v primerjavi z letom 2002, ko smo s programom začeli, danes letno zaradi tega bremena umre okoli 1400 manj Slovencev. Vsaj polovica ohranjenih življenj gre na račun izboljšanja stanja na področju primarne preventive, to je bolj zdravega življenjskega sloga, ki vključuje bolj zdravo prehrano, več telesne dejavnosti in manj kajenja in boljšega obvladovanja poglavitnih bioloških dejavnikov tveganja, kot sta na primer zvišan krvni holesterol in zvišan krvni tlak. Kako je vaše sodelovanje v programu Skupaj za zdravje vplivalo na vaše zdravje in počutje? Odločitev za obisk preventivnega pregleda je bila odlična. Deležna sem bila izjemne strokovne obravnave. Občutek, da je bil ves čas namenjen samo meni, je neprecenljiv. Stara sem 32 let in ta pregled zelo priporočam. Odnos do mojega zdravja bo pa zdaj samo še bolj odgovoren. Pred 3 leti sem se prvič vključila v program NIJZ, Zdravo hujšanje in Gibam se. Oba programa sta mi korenito spremenila življenje. Spremenil se je moj zunanji videz, izgubila sem 10 kilogramov.
Postala sem bolj gibljiva, pridobila sem na samopodobi, spletla sem nova prijateljstva. Vse našteto mi zelo pomaga, da lažje premagujem službene obveznosti, bolj kakovostno preživljam prosti čas in lažje premagujem stresne situacije. Obiskala sem različne delavnice, zdaj pa se še vedno družimo v okviru aktivnosti v lokalni skupnosti. Veliko mi pomenijo sproščeni odnosi v skupini, imam več energije, ohranjam svojo gibljivost in veliko bolje se počutim. Kako v Sloveniji uresničujemo zaveze, zapisane v slovenski resoluciji Skupaj za družbo zdravja? Program Skupaj za zdravje je primer dobre prakse v širšem mednarodnem okolju, na katerega smo v Sloveniji lahko ponosni. Z njim uresničujemo številna prizadevanja iz nacionalne resolucije, kot so na primer integrirana in celovita obravnava, usmerjenost uporabnika in njegovo opolnomočenje ter krepitev in varovanje zdravja ter preprečevanje bolezni s premikom od bolezni k zdravju preko nadgradnje kurativne dejavnosti s preventivno in s posebnim poudarkom na ranljivih skupinah. Ob tem je pomembno, da s programom Skupaj za zdravje izboljšamo dostopnost do kakovostnih in varnih programov preprečevanja bolezni v lokalni skupnosti, kjer ljudje delajo in živijo. Kaj so danes ključni izzivi programa Skupaj za zdravje? Program Skupaj za zdravje je pomembno zmanjšal število smrti zaradi bolezni srca in ožilja v Sloveniji. Zaradi tega programa smo Slovenci telesno bolj dejavni, bolj zdravo se prehranjujemo in manj kadimo. Vendar v zadnjih letih raziskave kažejo na naraščanje debelosti in sladkorne bolezni pri odraslih ter na povečano število oseb s težavami v duševnem zdravju. Med delovno aktivnimi prebivalci izpostavljam tudi visoko breme mišično-skeletnih bolezni. Žal se je med epidemijo COVID-19 število odraslih na preventivnih pregledih prepolovilo. Za tretjino manj je bilo tudi pregledov kroničnih bolnikov. Nadoknaditi zamujeno v času epidemije COVID-19 je zato najpomembnejši izziv programa Skupaj za zdravje v tem trenutku. V prihodnjih 20 let nas bodo popeljale nepozabne zgodbe, kako smo skupaj zmogli skrbeti za zdravje. Ko sem bolniku, ki se rekreativno ukvarja s športom, razložila, da bo treba živeti bolj zdravo, je izjavil: dal bom vse od sebe, boril se bom do zadnjih atomov moči, da bom bolj zdravo živel. Športniki že vedo, kaj ne? Gospod, ki je uspešno opustil kajenje, mi je še veliko let, kadarkoli me je srečal, sporočal, da še vedno vztraja. Ker je doma v bližini zdravstvenega doma, se je vozil s kolesom in če me je videl na drugi strani ceste, je nemeneč se za druge glasno zaklical: gospa profesor, še vedno ne kadim in se počutim odlično. Med številnimi dogodki, ki so se mi tekom izvajanja in udejanjanja tega programa najbolj vtisnili v spomin, bi izpostavil naslednjega. Ko smo obiskovali zdravstvene domove in zdravstveno-vzgojne centre po Sloveniji, še v prvem desetletju delovanja programa, je ena izmed zdravnic na takem srečanju navdušeno povedala: ja, vem, da ta program deluje, kajti samo v tem času se je število bolnikov z infarktom med mojimi opredeljenimi pacienti zmanjšalo najmanj za polovico. No in tako pričevanje seveda pomeni ne le priznanje, ne le ponos, pač pa tudi spodbudo za delo v prihodnje.